Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes še eno povabilo za torkov dogodek, se pravi 30.5. organiziram dogodek v živo. Vemo, da je zdaj že od korone naprej premalo druženja in sem se odločila, da organiziram srečanje, kjer bom razlagala majčkeno bolj podroben stvari, ki jih tukaj preko YouTube kanala ne razlagam in ki so mogoče majčkeno bolj obširne, kot pa samo za par minut videa. V glavnem, rdeča nit tega srečanja bo zasvojenosti. Zasvojenost s hrano, z odnosi, s stresom, tudi z alkoholom, s cigareti. Kako se rešiti zasvojenosti? In druga stvar, a veste, da si lahko zasvojen s tem stresom in da si lahko zasvojen tudi s tem, da si vedno brez denarja. Kako bi si človek rekel, je to sploh možno? Ja. Vse te zadeve so tako kot energijske avtoceste. In kako to prepoznati in druga stvar, kako to počistiti. No in prav danes sem razmišljala tisto, kar preko YouTube kanala ne govorim, pa vseeno razlagam pa ljudem, ki pridejo na osebna svetovanja, pa tudi preko moje šole. V glavnem, razlagam o tem, kako to življenjsko energijo, ki jo imamo vsi, spremeniti v nekaj drugega. Se pravi, kako svojo življenjsko energijo, no ja, pa zdaj boste rekli, pa jo imam manj. Ne. Glejte, mi vsi vemo, da med kolčnimi kostmi, med korensko čakro, ki je na dnu hrbtenice, pa med spolno čakro, ki je na sramni kosti, notri je obešena kot ena energijska posoda. In ta energijska posoda je seveda potrebna zato, da lahko kreiramo novo življenje. Recimo pri spočetju se združita energija moškega, ženske in duše in nastane novo življenje. Ampak kaj pa takrat, ko ne delamo otrok? Še vedno imamo to energijo in to energijo lahko usmerjamo vse tisto, kar mi želimo. Ampak morate vedeti, kako. No in v glavnem, na tem srečanju, ki ga organiziram, bom prvo govorila o tem in bomo tudi šli pogledati točno, kaj imate vi za počistiti. V glavnem, da se rešite kakršnekoli odvisnosti od česarkoli. Ker vemo, da odvisnost pomeni, da enostavno ne moreš iti naprej, da te vedno povleče nazaj, v dramo, v slabe odnose. In ne nazadnje, tudi v tej fizične zasvojenosti, ko ne moreš iti naprej. Zdaj, zakaj mislim, da jaz o tem lahko govorim, ali pa sem prepričana, da o tem lahko govorim? Recimo, bila sem 10 let strastna kadilka. In ko sem začela izvajati določene tehnike, enostavno sem nehala kaditi. In sem zdaj nekadilka že 26 let. No, to je ena stvar. Druga stvar, zasvojenost z nekim odnosom, zasvojenost s stresom, zasvojenost s pomanjkanjem denarja. Ja, vse to sem bila. Marsikaj od tega. In še ena stvar. Vem, da če ne bi nekaj naredila na sebi, bi bila zelo na dobri poti, da pristanem tudi odvisnica od alkohola. Zdaj, zakaj tudi to govorim? Zato, ker moja babica, ona, veste, teža življenja jo je bila pretežka in potem je pa življenje malo zalila z alkoholom in pa ni bilo več tako težko in ko ni bilo več težko, je postala sicer zlobna in jaz se jo kot otrok spomnim vedno pač slabe vole, tako malo jo je zanašala, taka betežna ženička je bila, pač malo na zob, pa je problem rešen. In vemo, da zasvojenosti se skrivajo. Zaradi tega, ker zasvojenosti so sramotne. Ampak vemo pa, da tukaj na zemlji vsak ima neko stvar za predelati. Vsak ima kakšno zadevo, ki jo more kot duša predelati. Ker se je kot duša odločil, da bo naredil nek premik naprej. Tako da zdaj, če ponovim, govorili bomo o tem, kako se rešiti zasvojenosti, kako izboljšati fizično zdravje in presnovo celic, potem pa psihično zdravje in podzavestne vzorce, ki nam se kažejo preko bolečin našega telesa, predvsem nam duša sporoča, da nekaj moramo narediti drugače in naslednja stvar, kako življenjsko energijo
predvsem spolno energijo, usmeriti v kreacijo nekaj drugega, se pravi, kako zavestno ustvarimo to, kar si želimo. V glavnem pa še to, zdravo hujšanje, seveda zasvojeno s hrano in zakaj si moram delati maščobno oblogo. Zdaj, zadnje čase imam preko svetovanj, preko stran, ko se včasih nasmejim. Ena gospa je bila na šoli hujšanja oziroma v šoli hujšanja in v pol leta je celo uspela 3 kile shujšati. In ji ni bilo jasno, zakaj ne more shujšati, in o tem bom govorila na seminarju, ker je tako smešno, take programe imamo, zakaj delamo to zaščito okrog sebe. Po eni strani tako želimo biti lepi v svojem telesu, po drugi strani pa sami sebi nastavljamo bombe. No, gremo še na sporočila s kart Prehod v novo dobo, da vidimo stvarstvo za tele dušice, ki mogoče se odločajo, pa bi prišli, pa ne bi prišli. V glavnem, kaj je za njih sporočilo? Dovolite si čutiti svoja resnična čustva, ker vaša duša se čisti. Solze, avtopranica za dušo. Ne bomo jokali skupinsko, ampak veste, včasih je potrebno aktivirati neko energijo, da začne teči skozi nas. Drugo sporočilo je prišlo, izvorna koda. Jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja, vse povsod okrog mene je ljubezen. In pod prvo se moramo zavedati, mi vsi smo ustvarjeni po božanski podobi in smo ljubezen. Glejte, te karte je naslikala Katarina Vidmar, tudi tale slika od zadaj je njena kreacija, tale na štobi, to so pa portreti naših živali, no to je pa moja ta mala hčerka naslikala, tako da tam imamo še Karlo, pa pač celo, povsod imamo same slike, ker tako lepo je živeti v okolju, kjer se dobro počutiš. No, govorili bomo o tem, o zdravi prehrani, ker naše telo je svetišče, naše telo ni smetišče, da bi vanj trpali vse nezdravo, ampak ko smo pa zasvojeni, takrat pa enostavno trpamo vse tisto, kar ne sodi v naše telo. In bogastvo. Kako v svoje življenje pripeljati večji tok obilja na vseh ravnih. In to je ta življenjska energija, ki jo imamo. Kako zdaj to energijo, spolno energijo, spraviti v to, da nam pripelje nazaj vse tisto, kar mi želimo. Tudi zakaj menim, da lahko o tem jaz govorim? Zato, ker sama to živim. Vse to, kar vas bom učila, jaz to živim. In tako verjamem v moč naše namere, v moč naše podzavesti, naših prepričanj, v moč naše duše, ampak dokler imamo motivce na tem energetskem nivoju, toliko časa v svoje življenje pridobivamo samo tiste zadeve, ki so dejansko odsev nas samih. No, in čas je za zdravljenje, to so Oshutove karte, čas je, da pozdravimo. Tukaj zdravljenje gre čez spolno čakro, pa čez popkovno čakro, solarni pleksus in čez kronsko čakro. Čas je za zdravljenje in čas je za silovit preboj naprej. Čas je. Jaz verjamem v to, da zdaj nas pa ne pustijo več počivati. A je to tako? In ena stvar, gledajte, dvoličnost, ta karta mi je všeč. A veste, kako pogosto smo mi ljudje dvolični do sebe? A ne, po eni strani smo dobri, a ne, delamo dobro, za svojo družino smo, za svoje drage smo dobri, ampak po drugi strani imamo ljudi, ki jih ne maramo, ki jih celo sovražimo. In takrat smo v bistvu tako, kot bi bili na neki tehnici, sem dober, ampak. In ta ampak ima lahko tako težo, da vedno vse pretehta v to slabo stran. Zato je tako pomembno, da odpustimo. In zdaj, kako odpustiti? Delali bomo meditacijo za odpuščanje, delali bomo meditacijo za rezanje eteričnih vezi, ki nas vežejo tudi na zasvojenosti, in delali bomo meditacijo za dekodiranje.
Zdaj mogoče pomislite, meditacija, ja, meditacija in molitev za moje pojme, to je eno in isto. Tako da kogar pokliče, dobrodošli. Zdaj, kar se tiče prijav, lahko se prijavite, lahko pa ne. Enostavno, jaz sem se odločila, da mi preveč časa vzame, da vsakemu posebej pošiljam predračun, potem kontroliram, kdo je plačal, kdo ni plačal. Kogar pokliče, v torek ob 18. uri, Kristalna palača, Ljubljana BTC. Tako da tisti, ki vas pokliče, pridite na seminar, na dogodek, boste videli, v 3 urah boste dobili ključne odgovore, orodja, strategije, da se skopljete iz tega ven in boste videli, ko se človek enkrat osvobodi, je tako enostavno, ampak tako enostavno plavati s tokom. To je tako, kot bi imeli čez svoje energijsko polje neko mrežo, ki vas zadržuje in enostavno ne morete naprej. In tako hrepenite po tistem, kar si želite, ampak ne morete naprej, ker je mreža čez. In ta mreža, glejte, vi imate moč, da porežete, da naredite tako veliko luknjo, tudi če je jeklena mreža, da greste naprej. Mreža bo ostala tam, kjer je. Vi boste šli naprej. Zato zaupajte. Če vas vleče, sledite, pejte. Jaz vem, kako je mene peljala moja duša, ko sem iskala zase odgovore. Točno tako. Tisto, kar sem rabila, sem dobila. Tudi na seminarje sem šla. Ampak zanimivo, eno tako predavanje oziroma en tak dogodek, in je bilo ogromno ljudi in mi je bilo preveč ljudi in sem se umaknila in točno tam, kjer sem se umaknila, sem srečala eno gospo, s katero sva lep čas hodili vzporedno. A ni zanimivo? Se pravi, vedno vam življenje pripelje tisto, kar potrebujete. Včasih potrebujemo nekam iti, da srečamo določene ljudi, da se z njimi povežemo, da gremo naprej in da se nekaj pač zgodi. Tako da, če vas pokliče v torek zvečer, vabljeni v živo v mojo družbo. Uživajte in vse dobro vam želim.